soboto 28. junija je na pokritem štiristeznem balinišču Balinček v Rogaški Slatini potekalo 9. državno prvenstvo gluhih v balinanju moških dvojic. Tekmovanje je organiziralo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Potekalo pa je pod budnim očesom licenciranega sodnika. Na prvenstvo se je prijavilo 11 dvojic iz 7 društev gluhih iz vse Slovenije. Po žrebu so bile ekipe razdeljene v 4 skupine, znotraj katerih se je vsaka dvojica pomerila z vsako. Le zmagovalci skupin so se neposredno uvrstili v polfinale, kjer se je nadaljeval boj za naslov državnega prvaka. Ko sva igrala prvo tekmo, sva žal izgubila. Imela sva smolo. Oba sva imela enako nesrečo, zato se je tekma končala neodločeno. V drugi tekmi sva ponovno izgubila in izpadla iz skupine. Zelo nama je žal. Oba dva sva žal izgubila. Vsak je imel svoje napake, ni bilo dobrega bližanja. Od druge ekipe jaz pričakujem, da se bo uvrstila za medalje, no, da trenutno igrajo polfinale, tako da jaz mislim, da medalja bo naša. V polfinalu so se iz skupinskega dela prebile 4 najboljše ekipe, 2 dvojici iz Kopra, ekipi A in B, Auris Kranj B ter dvojica MDG Ljubljana. Že v tem delu tekmovanja je bilo čutiti izjemno tekmovalno energijo. Vsak centimeter steze je bil pomemben, vsaka krogla je lahko odločala o napredovanju. Moram povedati, da sva skupaj s Stankom lani na državnem prvenstvu osvojila 2. mesto. To je bilo veliko veselje in zgodovinski dosežek. Letos sva bila seveda pripravljena. V prvem krogu sva zmagala, prav tako v drugem. Sledilo je polfinale, kjer sta bili prva in druga steza še v redu. Ko pa sva nato prešla na drugo stezo, je šlo vse samo še navzdol. Steza ni bila ravna, bila je nagnjena, zato je krogla pri metu zdrsnila steze. To me je zmedlo in bilo mi je žal. Upam, da bom naslednje leto lahko popravil vtis in odigral bolje. Veliko je bilo odvisno tudi od forme. Včasih, kako bi rekel, sva se morala naučiti kaj spremeniti, tudi kaj prilagoditi v igri. Če bi več in redno treniral, potem pride napredek in prava pot. Enako velja za gibanja roke. In tudi steze niso vedno enako ravne. Včasih so ravne, potem pa se nagnejo na levo ali desno in krogla spremeni smer. Ravno ni vedno ravno. To spada k igri.
Včasih je to tudi igra na srečo. Vzdušje je bilo iz minute v minuto bolj napeto. Tekmovalci so pokazali neverjetno zbranost in mirno roko, saj so o razpletu odločale milimetrske razlike. Ob vsakem metu je publika zadrževala dih, dokler ni zadnja krogla določila finalista. Borba za tretje mesto je bila težko, nisem pričakoval, da bodo drugi mladi tako močni, kot ponavadi. Najtežja borba. Zelo sem zadovoljen, ker smo prvič igrali in osvojili tretje mesto. Igrala sva proti nasprotnikoma, tudi Koprčanoma. Bilo mi je nekoliko nenavadno igrati proti domačima tekmecema. Nisem vedel, kako bo potekalo, a med igro so bile krogle postavljene zelo blizu, zato je bila tekma zelo izenačena. Kljub temu smo izgubili za 1 točko. Čestitam Matjažu in Andreju za zmago. Imela sva srečo in bila sva močna v igrah na vseh stezah. Doma sem razmišljal, da imam moč in možnost, da tukaj zmagam, vendar sem med igro moral zelo paziti na položaj roke pri metu. Krogla se je pogosto prikotalila zelo blizu drugim kroglam. Na koncu sva osvojila 2. mesto, kar me zelo veseli. Tukaj sem bil drugič. Ko sem bil prvič tukaj, me je steza nekoliko zmedla. Podlaga je drugačna, podobna je asfaltu na cesti. Tokrat sem bil tu drugič. Ob meni pa je moj kapetan, ki dobro pozna to stezo in me je strogo učil, kako se na njej igra. Steza namreč ni ravna, ima nagib v levo, zato krogla hitro zaide iz linije. Enako se zgodi tudi pri nagibu v desno. Pomembno je tudi, kako nagneš roko pri metu. Prvo tekmo sva zmagala, drugo pa izgubila. Nato je sledil polfinale, kjer sva napredovala do finala. V finalu sva se pomerila z domačim konkurentom, kar ni bilo ravno prijetno, a sem se vseeno maksimalno potrudil in osvojila sva 1. mesto. Tukaj ni bilo težav. Vse je potekalo normalno. S Koprčanom in tekmecem iz Kopra je bilo prijetno tekmovati. Igra na stezi je bila v redu, edina motnja je bila steza sama. Bila je nagnjena in občutljiva, zato je krogla enkrat zavijala iz linije v desno, drugič v levo. Kljub temu je vse skupaj potekalo dobro in bil sem navdušen nad igro. Prvenstvo v Rogaški Slatini je potekalo v odličnem vzdušju. Organizacija je bila odlična in sojenje pošteno. Tekmovalci so pokazali veliko borbenosti, natančnosti in športnega duha. Zdaj sledijo zaslužene počitnice.
Konec avgusta nas že čaka novo tekmovanje, državno prvenstvo v odbojki na mivki za gluhe, in sicer v organizaciji Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško.